Zdravo. Danes imamo skoraj več novic, kot je dejansko dogodkov se zgodilo. Razlog, da je temu tako, je ta, da je namen novic, velike večine novic, je ta, da nam vzame pozornost. In tam, ko gre naša pozornost, tam gre naš fokus in s tem tudi naša ustvarjalna energija. Moramo biti zelo pazljivi, kam pošljemo našo energijo oziroma naš fokus, ker s tem tudi ustvarjamo svet, v katerem živimo. Naša pozornost je ena izmed najbolj dragocenih stvari na tem svetu. Zato je tudi toliko novic, ker s pozornostjo ustvarjamo. Zdaj pa, če razdelimo novice na eni strani na tiste verodostojne in na šum, hitro ugotovimo, da je šuma zelo veliko. In tistih verodostojnih novic, tistih novic, ki dejansko bi lahko rekli, da so novice in imajo nekaj za povedati, pa jih je malo. Moramo kar znati jih poiskati in skorajda ne začutiti, katere so prave novice. Ne glede na to, kdo jih je izdal. No, ko odstranimo šum, dobimo verodostojne novice na plano. Tudi te novice, katerim damo pozornost, seveda, moramo brati mogoče malo drugače, kot smo vajeni. Če kar slepo beremo novice, zgrešimo bistvo. Bistvo je seveda očem skrito, v primeru novic pa je bistvo ne tisto, kar želijo povedati, ampak tisto, kar je skrito. Zdaj, v primeru, dajmo reči, novice, ki govori o nekih vojnah po svetu, ne vem, ali nas zanima, koliko tankov je šlo ali koliko luči so morali ugasniti ali pa elektrike prekiniti in vsa ta statistika in lokacije, kje se je to dogajalo in trajanje in gor in dol. Najbrž nas zanima bistvo in bistvo tega je povezano s čustvi, ki jih ta novica želi poudariti. In zdaj v primeru vojne je to najbrž strah. To je vse, za kaj se gre pri tem tipu novic. Zdaj, to ni nič slabega, če vemo, kaj s tem narediti. Če dovolimo, da nas ta strah prevzame, potem na nek način sodelujemo v teh novicah, v tej akciji, ker zelo poceni prodamo svojo ustvarjalno energijo, svojo pozornost. Ker nas v ozadju strah v to prepriča. Veliko bolj svetla ali pa modrejša pot je, da ko beremo novico, ki nas pritegne, se poskusimo zavedati, katero čustvo
v nas zavre oziroma kaj začutimo in se zahvalimo tej novici, jo zapremo in občutimo to, kar je bilo v nas samih, torej znotraj nas, še preden smo prebrali to novico. In probamo dovoliti si občutiti to čustvo v polnosti, tako da na nek način kot alkemisti pretvorimo to čustvo ven iz sebe in hkrati v sebe, v bolj celostnega jaza. Veliko težje je to razložiti kot narediti. Samo zavedati se moramo, kaj občutimo in ne bežati pred tem. Tako, novice so po svoje dobre, če vemo, kako se jih tudi lotiti. In predvsem, kaj nam v resnici želijo povedati. Hvala.